No, zdaj v meni ob 21. kmetijskem sejmu v Komendi tudi gospod župan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. S kakšnimi vtisi pa ste se vi tokrat s predsednikom države sprehodili na tem sejmu? Moram priznati, da sem bil vesel, sem celo presenečen, da se predsednik države odzval na povabilo za otvoritev tega sejma. Sam predsednik je bil izredno zadovoljen z sejmom, z celotno otvoritvijo in z celotnim tisto, kar si je lahko gledal ob tem vremenu sejemskega prostora, in zagotovo nam je, da nas zopet obišče naslednje leto. Vsekakor bomo držali za njegovo besedo in ker kot ga poznamo, ne bo te besede pojedel. Predsednik republike je bil zdaj že drugič na sejmu, no in to vam je seveda tudi nadaljnja spodbuda za širitev sejma. Ja, res je, predsednik je bil že drugič zaporedoma na sejmu, to nam je neko čast in tudi spodbuda, da se je sam predsednik države udeležil sejma. Je spodbuda za širitev sejemske dejavnosti, vendar bo tukaj večji problem, prostorski problem, kam širiti sejemsko dejavnost. Ne? Tako da zaenkrat ta moment na hitro zdaj ne vidim realne rešitve. Res je, da se sejem v lanskem letu vsaka čast konjeniškemu klubu, ki je nabavil večjo površino zemljišča, kamor se širi s to svojo dejavnostjo. Vendar, tudi ko smo s predsednikom že govorili na to temo, bo verjetno ta območje sejemske dejavnosti zaenkrat več ali manj mnogo zadostovati. Kakšen meter se bo verjetno tudi vsako leto širil, vendar kakšne večje širitve pa zaenkrat prostorsko ne vidimo. Ne? Seveda bo občina Komenda še naprej dihala in živela s tem sejmom, prav tako nudite tudi obiskovalcem brezplačna parkirišča in še marsikaj. Ja, so brezplačna parkirišča in stopnine, to je tudi eden od segmentov, da je toliko obiskovalcev. Res je, da je te 3 dni v času sejemskih dejavnosti v Komendi, Komenda tako rekoč zaprta za promet v tem smislu, ker je toliko ljudi, vendar moramo gledati v širšem spektru, ker sama Komenda se s tem, ko je toliko državljanov Republike Slovenije, tudi tujcev, je vedno več iz Evrope in iz ostalih držav bivše Jugoslavije, in se s tem širi ime občine Komenda, širi se ime podjetij iz našega območja, širi se dejavnosti, ki so na tem področju v naši občini, in ne moramo gledati samo zelo ozko, da imamo pač tiste 3 dni malo otežen promet. Moram sicer res tudi še pohvaliti, da je vsako leto tudi na tem segmentu urejanja prometa se izboljšuje, ker vemo, kakšni so problemi bili v začetku, vedno vsako leto je malo boljše. Tako da edini problem je, če bo stop vreme, takrat bo pa malo večji problem glede parkiranja, vendar tudi rezervna varianta za parkirišča je zagotovljena. Kot smo slišali že med samo otvoritveno slovesnostjo, občina Komenda sodi med najbolj plodovito občino in prav tako sledite tudi po velikem številu podjetnikov. Ja, malo me je predsednik presenetil za to njegova izjava oziroma za tem njegovim dejstvom, ki ga je pogledal danes. Jaz te analize osebno še nisem pogledal, vendar tem se ne čudim, da je do te analize prišlo. Res je, občina smo velikosti 24 hektarov. Koliko prebivalcev šteje občina? Prebivalcev imamo 6000, nimamo ekstremno starih prebivalcev, starih v tem smislu, da so nad 80 let, nimamo v pretežni večini, tako da je glavnina prebivalcev delovnih ljudi. Nimamo velike nezaposlenosti, sreči ali nesreči, ne vem, verjetno je malo sreča tem, da smo v bližini Ljubljane, da smo v bližini centra države, kjer so še delovna mesta, tako da take nezaposlenosti nimamo, in vsi ti segmenti skupaj potegnejo neko tak rezultat. Res je, cona se začela malo razvijati oziroma se začela odvijati, gradijo noter, in to so nova delovna mesta, ki tudi vplivajo na to analizo, in kot sem že rekel, nisem presenečen nad tem rezultatom.
Skratka, veliko sreče s podjetništvom v Komenski občini še naprej. Hvala lepa, tudi vam.